Znamka s podobo Ignacija Knobleharja, misijonarja, ki je bil med Slovenci izjemno priljubljen že za časa svojega življenja, je lepa priložnost, da se vedenje o škocjanskem rojaku znova razširi izven občinskih meja, meni idejni oče priložnostne znamke, škocjanski župan. Jaz mislim, da ima ta današnji dogodek izjemen simbolni pomen, tako da smo na ta dogodek tudi ponosni. Veseli me, da je bila tako velika udeležba tudi ob tej predaji in to nam nekako potrjuje, da smo nekako Knobleharjevo leto pravilno zastavili. Ob 200-letnici rojstva misijonarja in raziskovalca Belega Nila se bo v Škocjanu namreč skozi vse leto zvrstilo skoraj 40 dogodkov. Priložnostne znamke običajno nastajajo od 2 do 3 leta, zadnjo s podobo Knobleharja ter vrednostjo €30 pa so pripravili v 6 mesecih. Tiskana je v poli po 25 znamk in za neke običajne razmere relativno majhna naklada 40.000 kosov. Redne znamke so seveda tudi v nakladah 100.000 in več, tako da ocenjujemo, da bo našla svoje mesto pri pravih zbirateljih, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Pri oblikovanju priložnostne znamke je s strokovnimi pobudami sodeloval tudi veliki poznavalec življenja in dela Ignacija Knobleharja Marko Frelih, današnji izid pa označil kot pomembnega za vso Slovenijo. Namreč Ignacij Knoblehar sodi med najpomembnejše slovenske misijonarje. To je oseba, ki je zaznamoval ta najstarejši stik Slovencev z Afriko. Slovenci smo lahko na Knobleharja upravičeno ponosni, meni novomeški škof Andrej Glavan. 200-letnica rojstva tega velikega moža, ki se je za misione navdušil o prav tako velikem misijonarju škofu Baragu, gotovo zasluži tudi to znamko, to pozornost, da ga nekoliko spozna tudi celotna Slovenija. Spoznavanju Knobleharjevega življenja in dela je posvečena tudi manjša razstava v prostorih občine, ki jo je v sodelovanju z novomeškim filatelističnim društvom pripravil župnik iz Cerkelj ob Krki Janez Žakelj.